lepe k en, mu ni pogleda v oči. Vsak dogodek smrdi, ni skulirane face, kšuta zmedene race, ni poštene pesti, ki vse uredi. Napadajo nas, vsi se bojijo, le eksplozijo. Napadajo nas, pazi napad, prihajajo zad. Pravga dotika, tu je skrivljena slika, ne ni tega za nas, afera za glas. Ki je ljudstvo za mene, ki je človek za tebe, kričeči oglas je le za nas. Napadajo nas, z visokih vrhov smeh dviguje pokrov. Napadajo nas, dvigujejo čaše za druge, za naše. Napadajo nas, vsi se bojijo, le eksplozijo. Napadajo nas, pazi napad, prihajajo zad. Napadajo nas, vsi se bojijo, le eksplozijo. Napadajo nas, pazi napad, prihajajo zad. Napadajo nas, vsi se bojijo, le eksplozijo. Napadajo nas, pazi napad, prihajajo zad. Napadajo nas običajno vsaka 4 leta bolj intenzivno ter Elvis Fajko. Boštjana tudi danes predstavljam nov glasbeni program, se ne bo manjkalo. Nekaj sveže glasbe. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala. Rekla takšen Valentin, jaz sem, ona pa živi. Oglasijo se. Petka na svobodi, Andreja Čepek, Tali, Marko Vozelj in mojstri ter Vili Resnik. Nič dodati in nič odvzeti. Srečna sem, ker sem tukaj, ker sem tam, kjer me srce kliče. Ne bom se vrnila, nikoli več si dovolila. Ti kot prvi dan še vedno mi dišiš. Dobro jutro, dober dan, prosi z mano, nisem sam. Kmalu z nami. Andrej Šifrer, ki pravi, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredil? Močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Glasbeni gost. Andrej Šifrer, zdravo. Lepo zdrav. Novi album napoveduješ. Napovedujem album, napovedujem turnejo, napovedujem single. Skratka, Šifrer je vstal od mrtvih. Ko sem omenil album, prva skladba je že prišla, naslovil si jo Zakaj pa ne? Ja, točno to. Zakaj pa ne? To je napev, ki me je spremljal in lovil desetletje, sigurno, ali pa 2 desetletji. Ampak nikoli nisem dobil ta pravega motiva, kako speljati to. Ko sem enkrat opazil, pa kako smo Slovenci med sabo obupno skregani. Ko prebiram tale socialna omrežja, ko drug po drugem kozlamo, sem ugotovil, da veliki narodi imajo
željo po širitvi, mali narodi se pa kolemo med sabo. In napisal sem nekako himno do združevanja, zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili in sicer govori tako: Slovenci v zgodovini dosti smo pretrpeli, 2/3 zemlje so sosedje nam vzeli, slava čast pa tem, ki so borili se, da smo obstali, med njimi Trubar in Aljaž, pa majster general. Germanci hotel je naše kraje prisvojiti, tudi lahom smo dišali, pa smo brcnali hurit, a tujec ni najhujši problem in to najbolj boli, da največji smo sovražnik sami sebi, kar sami. In gremo v refren: zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, roko si stisnili. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Tukaj mi je pritegnil tudi Tomi Meglič iz Siddharte, v drugem delu, seveda, ki ga še nisem napovedal, pa prideta Peter Lovšin in Manca Trampuš. Kar pomeni, da si tudi v skladbi povezal različne generacije. Točno to, različne generacije, različni glasbeni stili in ta pesem iz nekako polhitrega ritma preide v popolnoma hiter ritem, punk rock ritem in naznanja: nam sovražnik nič ne more, vse, kar on lahko stori, vse to znamo tudi sami. Skregani smo vse povprek in lajamo kot vsi, ali si levo ali si desno, pri nas sredine ni. Zdraharja potem spoznaš, da nikoli ne bo priznal, da tudi tisti z drugega brega včasih ima kaj prav, zato pa nam sovražnik nič ne more, vse, kar on lahko stori, vse to znamo tudi sami. Ne nazadnje, da smo povezani oziroma ste povezani, je videti tudi v videospotu. Ja, videospot smo naredili v resnici vse v enem dnevu. Vokale posneli v tonskem studiu, potem pa s kamero šli na osnovno šolo, kamor sem jaz hodil, osnovna šola Stražišče, in zbrali, v glavnem dekleta so bile v tem zborčku in so skupaj z nami: zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili. Skratka, no. Tako da smo v enem dnevu 7. januarja posneli tonski del z Tomijem Perotom, Manco, Marko Hatlak na harmoniki, Domen Donholc na kitari. Skratka, vse smo v enem dnevu naredili. Logističen samomor, ampak je ratal. Andrej, ta skladba bo tudi del novega albuma, kdaj ga lahko pričakujemo? Upam, da bo to maj. Glede na to, da je moj rojstni dan 1. maja, si ga bom poskusil podariti za rojstni dan. Prej si omenil tudi koncertno turnejo. Tudi imenuje se Pol stoletja pisanja in petja. Sem tudi v stiku z ljudmi iz Ptuja, tako da bi bilo fajn priti tudi na Ptuj in se pokazati v vsej svoji veličini tudi tam z gosti, seveda, kolikor jih bom lahko teh svojih zbral s sabo, ker na drugih komadih so tudi Nipke, pa Klemen Bunderla, pa orkester, pa band, tega bo preveč, ne vem, kako bomo skozi prišli. Ampak to bo pol stoletja pisanja in petja, to bo fajn. Bo potem še več takih kritičnih pesmi, kot je Zakaj pa ne? Zdaj takole je, ne vem, če ne bojo samo kritične, vedno je to pogled navznoter, veš. In lotil sem se tudi ene biblijske teme, ki je živa še danes, in sicer prilika o izgubljenem sinu, kjer sta že omenjena Bunderla in Nipke svoj del igrata, 2 sinova, ki sta skregana, in pa očeta, ki je nekje vmes. Sem pa jaz sem za vmes. Bova pa sedaj ta aktualno skladbo poslala tudi našim poslušalcem. Zato, Andrej, smo največji sovražnik sami sebi? Jaz mislim, da največji sovražnik smo sam sebi. Se vidiš, kaj se dogaja. Pravzaprav ne moreš verjeti, da ta folk, ki je v resnici, imamo bistveno več skupnega, kot pa nas loči. Bistveno več nas druži, kot pa ločuje, ampak mi smo se osredotočili samo na tisto, kar ne gre skupaj. In zato smo največji sovražnik sami sebi. Jaz upam, da pri vas v Prlekiji je to drugače, ampak upam, da se imate bolj radi, ker se imamo v naših koncih. Mislim, da se imamo v vseh koncih Slovenije že podobno rade. Podobno radi, ja. No, jaz bom vesel, če boste to pesem predstavili svojim poslušalcem in da ne bo to samo ena predstavitev, da bo še kdaj. Kajti, če malo pomisliš, Tomi Meglič
je 3 mesece nazaj Siddharto razprodal Stožice. Ne? Peter Lovšin je marka punk revolucije v Sloveniji. Koala Boys sta mlade moči. One dva sta tam pri 30 letih, Marko Hatlak, harmonikar in Tomi Meglič pri 50, mi dva s Perotom sva 70 plus. In zdaj vsak drugačno muziko teramo, pa vendar znamo stopiti skupaj in vendar znamo skupaj nekaj narediti. Zakaj pa ne? Zato bomo sedaj tudi skupaj poslušali skladbo Zakaj pa ne. Super. Boštjan, hvala ti, ker javi se še, ko boš lahko. Zakaj pa ne, zakaj pa ne, zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili. Slovenci v zgodovini, kar dosti smo pretrpeli, 2/3 zemlje so sosedje nam vzeli. Slava, čast pa tem, ki so borili se, da smo obstali, med njimi Trubarin, Aljaž pa majster general. Zakaj pa ne, zakaj pa ne, zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili. Germanci hotuje naše kraje prisvojiti, tudi lahko smo dišali, pa smo brcnali hurit. A tujec ni največ problem in to najbolj boli, da najhujši smo sovražnik sami sebi, ker so mi. Najhujši smo sovražnik sami sebi, ker so mi. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, skupaj naredili, roko si stisnili. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Zakaj pa ne, zakaj pa ne, zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili. Usoda majhnih je, da vedno spada k nekomu, Avstro-Ogrska, Juga, zdaj pa še EU. Grenkoba pa ostaja v srcu, ta najbolj boli, da največji smo sovražnik sami sebi, ker so mi. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, skupaj naredili, roko si stisnili. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. 1, 2, 3, 4. Nam sovražnik nič ne more, nam sovražnik nič ne more, vse kar on lahko stori, vse to znamo tudi sami. Skregani smo vse povprek in lajamo kot psi. Ali si levo, ali si desno, pri nas celine ni. A straharja spoznaš potem, da nikoli ne bo priznal, da tudi tisti z drugega brega včasih ima kaj prav. Nam sovražnik nič ne more, nam sovražnik nič ne more, vse kar on lahko stori, vse to znamo tudi sami, vse to znamo tudi sami. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, skupaj naredili, roko si stisnili. Zakaj pa ne bi enkrat nekaj skupaj naredili, močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Močnejši, pametnejši smo, če bomo se zmenili. Smo skupina Enjoy Your Privacy in poslušate Radioaktivno. Enga minali, še preden luč ugasne, dol se uset in z mano spi, za trenutke prekrasne, do vrha mi ga zli.
napolni mi rokave. Danes res me že oči, da zastonj, da se ga pi. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Če sva jo ubila, če res ne bo preživela, da malo se ga napiva, da malo ga bova imela. Jaz trpljenja ne poznam in res tudi ne ljubezni. Vem, kje amor se da topit, tam zastonj, da se ga pit. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Vem, da nocoj bom sam ostal, s teboj sem vedno piti znal. Vem, da nocoj bom sam ostal, Skupina Enjoy Your Privacy ter Engami Nali iz debitanskega albuma Mali kabinet. Florian, je ta skladba pivska? Ta komad pa lahko rečem, da je skoraj da ne pivski. No. Mogoče en takih na albumu, ker smo se mogoče meham bolj sprostili, mogoče ne bili tako resni, kot sem prej govoril. Malo bolj na relax, malo bolj sproščeni, malo bolj. Pa nam rekel malo bolj pijansko, no, ampak sej Slovenci smo tako malo bolj že na tej strani, da ga radi kaj popijemo, tako da ta komad je idealen. V nadaljevanju ne preslišite. Ali ima ta detka na svobodi rada tvoje gubice? Nič dodati in nič oduzeti, ne spodaj, ne zgoraj, ne spredaj, ne zadaj. Glasbeni gost. Detka na svobodi, Jože, zdravo. Lep pozdrav. Kot slišim, pridno ustvarjata, kajti tu je že 4. vajina skladba. Ja, nekako, ko smo se spet srečali po dolgem času, ko smo začela, je kar se en tak nek ustvarjalni kanal odprl in evo ga, 4. skladba je ugledala luč dneva. Čeprav bi rada imela zimo v poletju, pa sedaj pravita, rad imam tvoje gubice. Ja, se to je nekako, me se zdi to nekaj čist najbolj naravnega, kar je sploh možno, ne. Kadaj se je svet, se mi zdi preveč obrnen v... se vidite, ne,
lepi ljudje se grejo popravljati, a ni to pač škoda. Pač tak je svet rato, ampak to je nekako tako, kot je bilo včasih. Taki smo, kot smo, in če se imaš tak rad, kot si, in če imaš drugega rad takšnega, kot je, ja, to je potem super, ne? Torej, resnični svet so gubice, nasprotje tega pa je botoks in drugi lepotni posegi. Točno tako. Pa verjetno tudi, Jože, digitalni svet, ki marsikaj poprave na fotografijah. Ja, seveda, tam pa še bolje. Samo res ne vem, zakaj bi se težko, kakšne stvari pa težko razumem, no, in to je ena od teh, ki jih jaz težko razumem. Je potem to hvalnica naravne lepote? Tako, naravne lepote, naravnega tudi staranja, ne, sej, če si, važno je, kam imaš ti noter v srcu, ne, in če živivaš ti od noter tisto pravo neko, ali pa čisto preprosto življenjsko energijo, je to nekaj najlepšega, ne, kot pa, če se poskušaš kakorkoli boljšati ali pretvarjati ali ne vem kaj. Pesem spremlja tudi video, kjer je videti različne generacije. Ja, seveda, ne. Gubice se nam vsem začnejo že pri mladih letih, ne, pravzaprav. Mislim, ker hitro pridejo, no, vsekakor pa prehitro. Ampak vse, kot rečeno, če se s tem ne vznemirjaš, lahko čudovito živiš, če imaš iz srca ven, je lahko čudovito življenje, če se pa skozi obremenjuješ. Potem pa, kaj pa vem, potem pa nekako tako delaš, kakor on, kako je že tist rek. Živi kot reve zato, da bo umrl bogataša, ne. Tukaj pa lahko prenese enem smislu tudi to rečemo, ne. Skozi se trudiš, da ješ pol umrl lepa, kaj. Jože, sedaj imata 4 skladbe, kako daleč je do albuma, ki si ga že tudi napovedal v najinem prvem pogovoru? Ja, se pravi, zdaj računamo, da bo letos poleti šel album z naslovom Jajček na oko. Bo ga takrat pripravili tudi v živo, sedaj skladbo poslala našim poslušalcem. Zato, Jože, imaš rad njene gubice? Imam. Dobro vprašanje. Imam. Rad imam tvoje gubice, meni lepa si. Rad imam tvoje gubice, čeprav se tebi ne zdi. Rad imam tvoje gubice, meni lepa si. Rad imam tvoje gubice, naj niči ne spremeni. Rad te imam takšno, ko si. Nič dodati in nič odvzeti. Ne spodaj, ne zgoraj, ne spredaj, ne zadaj. Samo da smo zdravi, vse drugo se popravi. Ker rad te imam. Rad imam tvoje gubice, meni lepa si. Rad imam tvoje gubice, čeprav se tebi ne zdi. Rad imam tvoje gubice, meni lepa si. Rad imam tvoje gubice, naj niči ne spremeni. Rad te imam takšno, kot si. Nič dodati in nič odvzeti. Ne spodaj, ne zgoraj, ne spredaj, ne zadaj. Da smo zdravi, vse drugo se popravi. Ker rad te imam. Meni lepa si. Rad imam tvoje gubice, naj niči ne spremeni. Rad te imam takšno, kot si. Nič dodati
oduzeti. Ne spodaj, ne zgoraj, ne spredaj, ne zadaj. Seveda smo zdravi, vse drugo se popravi, ker rad te imam, ker rad te imam. Znova poslušajte na YouTubu. Dober dan, meni je ime Tadej, pišem se Vesenjak, sem kantavtor, ki v prleščini misli, goči in poje, poslušate pa oddajo Radioaktivno. Plus. Vse puno razcrtanih, za roke se držijo. Klinčeke, rožice, fuksije, pod nosa si tišijo. Gnezda opet nešče fajn zasluža, taužnt medakov da proda. Mene pa nič ne vidi, najrajši bi se zjokal. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin. So. Pa je negla bilo tak lepo, nisem son za sebe bluda. S tobom sem se zbudil, s tobom sladoled polizal. Menila sva se, kak ma enkrat šla pod isto streho živet. Pa da je spelovi, šla si v beli svet. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin. Drag pa takšen Valentin, jaz sem, ona pa žin.
Tadej Vesenjak je prenovil skladbo Valentin, ki je za včeraj, danes in jutri. Ne preslišite še. Če je Andreja Čepek srečna. Srečna sem, ker sem tukaj, ker sem tam, kjer me srce kliče in čeprav strast skrivam globoko v sebi. Glasbeni gost. Andreja Čepek, zdravo. Bravo. Si še v kletki ali si se že rešila? Veš kaj, na nek način še malo ostajam v njej, saj je bila moja prva, ampak lahko pa se še vedno odperem, veš pa. Grem ven in se vrnem, če mi paše. Očitno si prišla iz kletke, kaj ti si zakričala, srečna sem. Tako je, res je, ja. To je tudi naslov tvoje nove skladbe? Tako. Ta nova pesem je v bistvu nekaj čisto novega, kar mogoče meni ni čisto podobno, ampak prav paše malo novega vetra, nekaj bolj živahnega. Tako fajn je, no, mislim se kar dobro počutim, da sem izdala to pesem. Na nek način ljubezensko? Pa recimo, no, večina ljudi si je vzela kot ljubezensko, ni pa tudi ne nujno, da je to vedno vse z ljubeznijo pogojeno. Sreča je, veliki spekter. Kaj ti praviš, srečna sem, ker sem izbrala tebe? Tako je. Če pesem dobro poslušaš, se malo poglobiš v besedilo, je to v bistvu neko partnerstvo, ki že traja, ko se mogoče res nazaj ozreš in pogledaš za nazaj, te pa se zaveš, da je to, da zdaj pa sem lahko srečna, ja. Ja, lahko to gledamo seveda v ljubezenskem smislu, ja. Pesmi si dodala tudi video podobo, ki je zimsko obarvana. Ja. Letos je bila sreča, da si lahko video posnela po zimi. Sveta sreča. V bistvu je bil video spod sprva mišljen povsem drugače, ker smo že pozabili, kako izgleda pri nas zimska idila, ampak je potem ta sneg presenetil in sploh, mislim, cela ekipa je bila za to, da se spod snema v snegu. Posneli smo v Prekmurju na posestvu Podlipje, čudovita brunarica. Lepo je bilo, lepše ne bi moglo biti, no. Sem zelo zadovoljna. Ko ti bo poleti vroče, boš pogledala ta spot, pa se takoj ohladila. Absolutno. Res je, ja. In kako razmišljaš naprej? Pa gremo naprej, no, ustvarjamo naprej. Zdaj moram povedati, da vsa glasba, ki sem jo do zdaj naredila, to pomeni, da so to bili 3 avtorske komade, je ta pesem prva, ki je nisem pisala jaz, avtor glasbe je Peter Ošljaj, tako da mislim, da za svojim delom bom nadaljevala še naprej, bom se pa tudi kdaj prepustila, to, kar sem zdaj naredila prvič. In mi je prav okej, no, mi je všeč. Bova pa sedaj skladbo poslala tudi našim poslušalcem, zato Andreja, si srečna? Srečna sem. Srečna sem, da ste me vi poklicali, srečna sem, da je glasba na Radio Prlek in res si želim, da bi poslušalci uživali v njej in da se bi tudi marsikdo našel v njej. Jararatata, jararatata, jararatata. Sem Andreja Čepek in vi poslušate Radioaktivno. Ko te pogledam, vem, da to ni bila naključna pot. Izbrala sem te, ne zato, ker sem morala, ampak ker sem tebi začutila dom. Nekaj, česar ne znam razložiti, nekaj, kar samo je. Srečna sem, ker sem tukaj, ker sem tam, kjer me srce kliče in čeprav strast skrivam globoko v sebi, jo ti prebudiš z enim samim pogledom. Srečna sem, ker sem izbrala tebe. Tvoj dotik je mir, ki ga ne najdem nikjer drugje. In tvoj glas je dom, kamor se vračam vsak dan. Srečna sem, ker sem tukaj, ker sem tam, kjer me srce kliče in čeprav strast skrivam globoko v sebi, jo ti prebudiš z enim samim pogledom. Srečna sem, ker sem izbrala tebe.
Posteljo zunaj ni več nikogar, luči ugašajo luč za lučjo, da stopi noter male kaj za vraga, tu pred vrati stojiš. Vem, da či si že nora, tako močno, tako si me želiš. Navezana na tole oblekico, v mene je stopilo nekaj, vse prav sebi iz tebe strgu. Ker ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Noč je še mlada, da okremplje te dobim. To sploh ni važan, a s tabo ali brez tebe se zjutraj zbudim. Sam da se tale med nama tenzija konča. To dober bo za tebe, dober bo za mene, dober bo za oba. Ker ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči, oh baby ti, oglej me v oči. Premal mi daješ, preveč je tu strasti. Preveč strasti ter skupina Like AI. Sledi Tali, ki pravi, bilo je dovolj. glasbeni gost. Tali, Natalija Krulec, zdravo. Zdravo. Se je umetniško ime že prijelo? Mislim, mene že, za poslušalce pa še ne vem. Tako da v bistvu pač oboje dajem, še vedno dajem Natalijo Krulec in Tali, ampak postopoma pa v bistvu veljavljam to novo, drzno rockerco Tali, tako da upam, da čim prej. Torej še vedno daš poslušalcem alternativo, da izberejo eno ali pa drugo? Tudi to, pa tudi, da me mogoče malo lažje najdejo, ne? Ker ni tako enostavno poiskati na socialnih omrežjih Tali, ker mislim, tako tujina jih ima veliko, ne? Tako da še vseeno začela sem svojo kariero za Natalijo Krulec, tako da bi rekla ja, na neki točki ja, tako da oboje. Omenila si, da si rockersko obarvana, to je slišati tudi v novi skladbi Bilo je dovolj. Res je, ja. Jaz sem začela že s prejšnjim komadom z naslovom Zakaj, bolj v to drzno rockersko pot in sicer tudi takrat je v bistvu nastalo ime Tali in v bistvu sodelovanje z Majo Monroe smo začeli neko novo zgodbo pisati, tako da zdaj z komadom Bilo je dovolj se mi pa zdi, da smo pač tisto res pravo, no, bi rekla, rockerco Natalijo, ki mogoče do zdaj nisem toliko prikazovala oziroma se mečkem
skrivala. Tako da ja, komad Bilo je dovolj je v bistvu pač neka moja nova zgodba, ki bi jo rada delila z vami. In ko rečeš, bilo je dovolj, potem postaviš mejo? Treba je, tako ko pravijo, ne, treba je reči besedo ne, se mi zdi, da včasih je tudi treba, ko prije predaleč, reči bilo je dosti in v bistvu se odloči točno tisto, kar hočemo, ne tisto, kar v bistvu nekdo od nas pričakuje, ne. In si res postaviti mejo, ker se mi zdi, da le tako lažje živimo svoje sanje. In potem skušaš utišati dvomljivce? Mislim, tako bom rekla, najbolj pomembno je sam pri sebi, ne. Kar pa drug dvomi v nas oziroma v nekoga, se pa zdi najbolj pomembno še vedno, da pogledaš na sebe. Tako da ja, mislim, bi bilo dobro, ne, včasih, da tisti, ki dvomi, pač bi mogel se bolj za sebe brigati, ne, ampak se mi pa zdi, da najbolj pomembno je pa to, da pač sami ne pustimo, ne. Pač, da nekdo gre v naše želje, naše cilje, ampak da sami v bistvu postavimo neko mejo. Lahko pa rečeš, bilo je dovolj, pa greš korak naprej, v drugo smer. Res je. Si to ponazorila tudi v video obliki? V bistvu je kar dober vizualna podoba videospota in sicer lani sem tudi v bistvu dala odpoved v vrtcu in začela podjetniško pot, sicer delam kot varuška, pa seveda predvsem se posvečam glasbi in bi rekla, da je bil videospot kot neka realna slika mojega življenja v letu 2025. Je kar močno sporočilo, sicer ne gre glih za odpoved, ki sem jo dala, ampak je v bistvu pač mišljeno kot neka sam vizualizacija, da si jo lahko predstavlja ljudje, da pač enkrat, ko daš dovolj, a ne, je podobno kot odpoved, a ne, dosti imam in grem dalje, tako da ja. Sedaj pa si rekla, dovolj je in greš naprej. Ja, res je, ja. Treba iti naprej. Kako boš šla naprej v glasbi? Delam že, ne da bom šla, ampak že delam na albumu in v bistvu tudi delam korak po korak, da se bo res ta album na koncu res pokazal tisto pravo Nataljo oziroma Tali, ko bo dala neko močno sporočilo, nekaj, kar pač mogoče še ni bilo oziroma kar bi lahko bilo malo drugače iz moje strani, ne. In kar si najbolj želim je to, da čim več nastopati, kot sem lansko leto že načela z velikimi nastopanji, imela sem 35 koncertov po celi Sloveniji, letos pa bi rada še svojo glasbo, še svojimi avtorskimi deli, ki jih pišem, ustvarjam z ekipo, dala čim bolj, da prije do poslušalcev, no. Tako da v bistvu moja zgodba bi rada, da čim več ljudi sliši. Bomo pa sedaj slišali tvojo novo avtorsko zgodbo, ki jo bo poslala našim poslušalcem, zato tale, je bilo dovolj? Je bilo dovolj. Sem naprej s prehitrimi koraki, prevečkrat zavila na pot, ki te ustavi pred istimi vrati. Iskala sem srečo starih, ki v rokah se topijo. Zaupala sem ljudem, ki se pod temno zvezdo rodijo. Plan neznan me kliče drugam. Še najmočnejši od ljubezni zbežijo. Ran neznan me kliče drugam. Ne bom se vrnila, nikoli več si dovolila. Sebe izgubila, jaz sem se za več rodila. Tvoji glasovi utihnili so za zidovi. Adios.
znova poslušajte na YouTubu. Radioaktivno. Cesta, spomini v zraku, gore kot straže varujejo pot. Na hrbtnik časa vlečem kot kramo, ki mi pravi, da nočem biti sam. Vse, kar bilo je, zdaj puščam za sabo. Vse, kar bilo je, ni mi več mar. Prihajam k tebi, tebi nasproti. Zdaj razumem, da nočem biti sam. Spet domov, k tebi vodi me korak. Spet domov, k tebi strumov kot vojak. Spet domov, tu je vse, kar si srce želi. Ker moj dom je tam, moj dom je tam, kjer si ti. Table ob cesti so znamenja sreče. Vsak ovinek me vodi do tja. Moja ljubezen v tvoji je pesti, da mi pravi, da nisem več sam. Spet domov, k tebi vodi me korak. Spet domov, k tebi strumno kot vojak. Spet domov, to je vse, kar si srce želi. Ker moj dom je tam, moj dom je tam, kjer si ti. Ker moj dom je tam, moj dom je tam, kjer si ti. Tadej se predstavlja z naslednjim songom Spet domov. V nadaljevanju Marko Vozelj in Mojstri zapojejo Noro lepa si. Ti kot prvi dan še vedno mi dišiš, ti še vedno noro lepa se mi zdi. glasbeni gost. Marko Vozelj in Mojstri. Marko, zdravo. Boštjan, lepo pozdravljeni in seveda pozdrav vsem poslušalkam in pa poslušalcem Radia Prlek. Bom rekel tako, relativno kar dolgem času se zopet malo slišimo. Slišimo se pa zato, ker pač imamo Marko Vozelj in Mojstri novo pesem. Kar pomeni, da ste ustvarjalno vstopili v leto 2026. Ja, v bistvu smo ustvarjalno vstopili že v leto 2025, ker smo pesem že konc leta, v bistvu je bila napisana,
ampak smo rekli, pač ker ni glih božično-novoletna tematika, smo rekli pač v decembru se veš, pa še ponavadi malo lučke, pa zvončki, pa bunkice in tako naprej, pa sneg, no in smo se odločili, da pač tole pa izdamo takole malo pred Valentinovim, malo pred 8. marcem, v bistvu za popotnico proti koncu zime, kurenti jo bodo itak pregnali, pa kele proti pomladi in poletju, tako da bodo imele poslušalke in poslušalci spet eno novo pesem od Marka Vozla in Mojstrov. In vsi skupaj pravite, noro lepa si. To je pa res, to je naslov naše nove pesmi, ki pravi Noro lepa si. Pesem sem nekako posvetil moji ženi Tini, ki je pač konec lanskega leta praznovala eno lepo okroglo obletnico in moram reči, da je ne samo pri njej, ampak pri zdaj na začetku pač pesem je prišla ven pred nekaj dnevi pri poslušalkah in tudi poslušalcih naletela na zelo, zelo lepe odzive. Jaz mislim, da se noter najdejo tako fantje kot kavaleri, ki dajo kakšen lep kompliment svojim dekletom in pa seveda tudi dekleta, ki znajo take komplimente z veseljem dobiti in jih sprejeti. Potem je to kompliment ženski, ne glede na M-šo. Ne glede in tisti, ki si boste pogledali video spot, boste videli, da je noter pleše ena balerina, ki je v bistvu nekako prispodoba ene take elegantne, krhke, po drugi strani pa zopet močne in samozavestne ženske, ki pa pleše v eni taki zapuščeni, veliki delavski hali, kjer smo snemali spot in prav s tem smo hoteli pokazati, da ženska lepota oziroma tisti, ki se tega zaveda, ni važno v katerem prostoru si posnet in pa v katerem življenjskem obdobju, vedno si lahko lepa, vedno si lahko posebna, če se seveda tega zavedaš in se tudi tako v bistvu vedeš. To kaže potem na neko nasprotje. V bistvu ja, če bi tako gledal, balerina ponavadi pleše v kakšnih velikih opernih in baletnih hišah, v soju luči, žarometov, na velikih odrih. No, tukaj smo pa lik zaradi tega, ker se nam zdi, da je lahko, pač hoteli smo pokazati, da ne glede na to, kje se nahaja ali ženska ali pa tudi, bom rekel, ljudje lahko zažarijo vsej svoje lepoti. Marko, kako boš ti z Mojstri plesal naprej? Ja, zdaj v bistvu Valentino imamo dva taka malo valentinna koncerta, kjer je samo pianist in pa vokal. Drugač pa 8. marca je pa velik tradicionalni koncert Marko Vozl in Mojstri zimska pravljica, ki smo jo z decembra prestavili na marca, ker so bile pač neki objektivni razlogi. Tako da vsi tisti, ki ste že bili na tej, to je pa tak res tradicionalen koncert, velik, ki ste že bili na tem koncertu, pripeljte še prijatelje, neke karte še, tako da to je v Ivančni Gorici, na Dolenjskem pri nas v športni dvorani, je tak poseben koncert. Eno goste lahko razkrijem, to je Natalija Verbotnik, pa še bo veliko drugih gostov in presenečen, tako da veste, da je ta koncert nekaj posebenega. Ob materinskem dnevu 22. marca imamo pa koncert v Cerkljah na Gorenjskem, tudi v lepi veliki dvorani, tako da takrat bo pa cel band, se pravi vsi Mojstri in jaz, tako da 2 ure lepega koncerta, tako da lepo vabljeni 8. marec ali pa 22. marec. Tako da, evo, to je zdaj le na hitro. Pomeni, da si zimsko preoblikoval v pomladno pravljico? Ni še, ker takrat bo še zima, 8. marca je še vedno zima, tako da smo prav gledali, da je koledarska zima in tudi zdaj le sicer bo pust, ampak jaz verjamem, da bodo kuranti zimo odgnali, ampak koledarska zima je še do skoraj konca marca. Če bodo kuranti zimo odgnali, bova midva sedaj novo pesem prignala v naš radijski eter. Zato, Marko, je še vedno noro lepo? Jaz pravim takole, drage poslušalke, Radija Prlek, noro lepo ste. Lep pozdrav, dragi poslušalci, mi smo Marko Vozl in Mojstri in pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Ti še vedno kot pomlad me prebudiš, še vedno včasih se skrivnost nazdiš, a vedno si ob meni ti letiš. Še vedno tisto nekaj imaš v očeh, ti
veš, da sreča je otroški smeh. Učiva skupaj se živeti in razumeti ta nori svet. Ti kot prvi dan še vedno mi dišiš, ti še vedno noro lepa se mi zdiš. Še imaš nasmeh dekleta, tvoj obraz krasijo leta, ti še vedno noro lepa si. Na na, na 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 na. Ti še vedno si najlepša, ko zaspiš. Ko rabim kdaj samoto, me pustiš. Mogoče včasih res ne znam pokazati, da te rad imam. Ti kot prvi dan še vedno mi dišiš, ti še vedno noro lepa se mi zdiš. Še imaš nasmeh dekleta, tvoj obraz krasijo leta, ti še vedno noro lepa si. Hey!
Zrelo žito priredbi ljubljanskega rock benda Konfuzija. Boštjan, ki sem pripravil slišano, vam povem, da za konec pride zemljotres, ki servira kuhan džin. Kuhan džin, mater je fin, kuhano vino greje nam zimo. Vili Resnik z Aljo zapoje budnico Dobro jutro, dober dan. Več informacij na YouTubeu, Instagramu in na Facebooku. Še pogled v torek, ko pridejo akustični Mi 2. Napisal bom šlager za dobro jutro. Šlager za lahko noč. Ne preslišite. Dober dan, prosi z mano, nisem sam. Glasbeni gost. Vili Resnik, zdravo. Lep pozdrav tebi, seveda vsem poslušalcem Radio Prlek. Kje pa imaš Aljo? Alja, ja, danes je mogoče, kad imaš kakšno obveznost. Mislim, da je na Koroškem, ker delajo nekaj novo, tudi muziko in tako naprej, tako da se dogaja. Skupaj sta v novi skladbi, kako je prišlo do tega sodelovanja? V bistvu tako bi rekel, ja, Rok Lunaček, ki je pač avtor te pesmi, je imel idejo, da bi naredil nekaj malo drugače, nekako drugačen stil muzike in potem je rekel, Vili, naredimo in duet, pa Zale naredimo. Ja, zanimivo, malo drugače bi res lahko bilo. In evo, tako je pač nastala ta pesem, tako da v bistvu gre vsa priznanje Roku. Zato pojeta Dobro jutro, dober dan. Ja, to je pa zato, ker se mi zdi, da smo dva tako bolj pozitivna, vesela, energična, zato pa je ta pesem, bom rekel, neko sporočilo ljudem, ker zdaj je pač tudi veliko dežja in tako megleno in tako naprej. In ta je pesem prav pa še, bom rekel, za ta čas, se potem, ko bo sonce, pa tako, ko ljudi bo imeli dovolj energije, pa bo drugače. Tako da se mi zdi malo drugačna muzika, no. Kaj rečeš pogosteje, dobro jutro ali dober dan? Dobro jutro, dobro jutro. Torej si bolj jutrajni človek. No ja, rabam nekaj časa zjutraj, da zagrejem svoj motor, da začnem delati, čeprav zjutraj rajš malo pogledam, kaj se je dogajalo po svetu in pri nas, tako da pa rečemo, da nisem čisto, ampak zgodaj pa zjutraj vstajam, to pa je res. To si pa želim, ker pravim, da tako mora biti. Kako potem to usklajuješ, ko imaš koncerte? Težko, ampak veš kaj je tisti adrenalin, ki vstaneš od prejšnje noči, zato se zgodaj zjutraj vedno vstanem, tudi če sem zmatran, pa potem popoldne bolj nekako zaspim oziroma počivam še, ker ja, vedno je premalo spanja, tako da je kar zoprno je. Vse v bistvu ljudi bi rekel, kako toliko zgodaj vstane, ja, ker si pač še vedno pod nekim vtisom in potem premlevaš kaj in kako in potem, ko poješ, radaš kar nekaj da span. Vili bi potem lahko rekli, da je ta skladba optimistična? Ja, jaz mislim, da ja, ker se mi zdi, da reakcija ljudi, ko tako le malo okrog hodam, mi sami pač rečejo, da kar nekaj prinese, nekaj, tudi če ni sonce, kar ima bolj sončen dan nastane, bolj veselo, pozitiven. Vse to je bil v bistvu naš namen, da naredimo neko energijsko stvar, da miško spodbudimo ljudi, da so malo bolj veseli, ker ja, situacija nasplošno ni tako rožnata dobra, tako da zato bom rekel, da je ta pesem kar prava v tem trenutku. Je pa tudi neke vrste budnica video, ki spremlja skladbo. Ja, to so posnela pa v Ljubljani, so se malo hecala. Bom rekel tako, malo drugače. Ja, se nismo iskali nekaj posebnega, neko posebno zgodbo, mogoče tisto, da so malo pač dobili darila, pa se je zamešalo in tako naprej, ampak predvsem neko veselje, kaj kdo dela. Mogoče se bojo ljudje celo našli v tem video spotu in oni počnejo konec koncev enako, kaj si bereš malo časopis, malo potreniraš, malo spiješ kavo, malo poješ in to je to. Tokrat sodelovanje z Aljo, katero bo naslednje sodelovanje? Lej, ti bom povedal pošteno. Ne vem, mogoče ima kdaj Rok kakšno idejo, zanj mi sicer govoril o neki novi ideji, vendar zaenkrat ne ostane skrivnost. Prvo moram zdaj svoje spet narediti, tako da bo ljudje videli, da še vedno delam pač muziko, ampak tale z Aljo mi je bilo pa res všeč zato, ker mogoče sem imel prej drugačno mnenje v njej. Zdaj sem se malo spoznala in je prav fino, ker imamo dva dovolj energije in veselja do življenja. Sva se prav ujela tudi glasovno, se mi zdi, da prav paše, da poboža dušo, no, tako malo bolj veselo. Pa veš, Vili, da sta skupaj z Aljo 55. Kaj pa 55? Alja je imela 25 let glasbene kariere, samostojne ti pa 30, skupaj 55. Ja, vidiš, no, mislim, to so lepe številke. Sem mislil, da je kaj drugega, mi je stari, sem se že strašil. V glavnem, ja lej, pazi, oba imamo veliko izkušenj in zato potem rata taka pesem, ki je neobremenjujoča, ki prinese malo veselja in energije. In prav zdaj sem videl, kaj pomeni, če je človek že nekaj časa v tej sceni in ko priješ tja, začneš snemati in je to vse
logično, kaj mora kdo kaj narediti. Bova pa sedaj naredila tisto, kar morava, skladbo poslala našim poslušalcem, zato Vili, kaj bo? Dobro jutro ali dober dan? Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Mislim, da bo to. Čeprav bom rekel, dober je, lahko eni začnejo dan s čajem, eni pa s kavo. To je to. Sonce pliza po nebu spet gor, človek pa mora biti pikico nor, da loči dobre od slabih ljudi. Ma sej ni problema, sej z mano si ti. Kup veselja dobiš za drobiš, ko rečem drobiš, mislim, da zamižiš in si predstavljaš le dobre stvari. Ma sej ni problema, ker z mano si ti. Vse, kar je bilo in bo, vredno je le toliko, koliko ljudi je, ki ob tebi hodijo. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Jutro me vedno s tabo zbudi, pojejo ptice, ko gledaš medi. Sej sva različna v enih stvarih, a oba sva človeka z iskro v očeh. Sonce pliza po nebu spet gor, človek pa mora biti pikico nor, da loči dobre od slabih ljudi. A sej ni problema, sej z mano si ti. Vse, kar je bilo in bo, vredno je le toliko, koliko ljudi je, ki ob tebi hodijo. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Dobro jutro, dober dan. Znova poslušajte na spletu. Kuhan džin, mater je fin, kuhano vino greje nam zimo. Snežinke letijo, punce gorijo, rundo na šanku jim naročimo. Sneg se sveti, sonce že sije, klapa je redi zapit. Zemljo trestrese, harmonika poje, v rifuđu se pleše polko v dvoje. Palce in smučke na snegu stojijo, kapa na glavi, snežinke letijo. Proge zapremo, parti začnemo, zvočnik na glas in gremo v en glas. Kuhan džin, mater je fin, kuhano vino greje nam zimo. Snežinke letijo, punce gorijo, rundo na šanku jim naročimo. V sobi neznana, pa je da je Ana, bilo je brez plana, to bo še drama. Klapa v smeh, raztegnita meh, vsi brez spomina, nora je zima. Pada sneg, pada vse, na šanku runde, pri puncah bunde. Za šankom ekipa, opa vzklika, stisni na gas in gremo v en glas. Kuhan džin, mater je fin, kuhano vino greje nam zimo. Snežinke letijo, punce gorijo, rundo na šanku jim naročimo. Za šankom ekipa, opa vzklika, stisni na gas in gremo v en glas.